Pozdravljeni! Smo pred galerijo Anteja Trstenjaka v Ljutomeru, kamor vas peljem na razstavo. Kljub COVID situaciji in številnim omejitvam, v katerih smo se znašli in nam zapirajo tudi vrata kulturnih ustanov, smo se odločili, da vas popeljem na razstavo. Tokrat seveda nekoliko drugače. Kajti, tako ustvarjalci kot uporabniki umetnosti umetnost potrebujemo. Z njo nam je lažje iti skozi težke trenutke, ki nas obdajajo, in notranje nas bogati. Torej, vas vabim, da vstopite z mano v galerijo. Misterij. Popeljala vas bom po razstavi, ki sva jo postavila skupaj z mojim nekdanjim dijakom Filipom Kulčarjem. Najin skupni projekt sva poimenovala Misterij, kajti razmišljala sva o skrivnosti bivanja, o skrivnosti tega prostora in negotovega časa, v katerem živimo, o melanholiji, ki se zajeda v panonsko dušo in jo razkraja kot nenehno prisotna bolečina, ki je v teh časih polnih teh omejitev še toliko bolj prisotna. Vsa ta otožnost in melanholičnost se v koloritu in motiviki odraža tudi v najinih delih. Vendar pa sva oba prepričana, da to vendarle enkrat mora miniti, da bo utonilo v pozabo in da bodo dnevi spet lepši, da bo bližina manj razmaknjena in življenje bolj sproščeno. Zato sva v osrednji prostor galerije postavila sliko, ki izraža ta optimizem. To je najino skupno delo. Zakaj sem izbrala oziroma povabila k sodelovanju prav Filipa? Zato, ker se mi je zdela zamisel prikazati dela mentorice in nekdanjega dijaka zanimiva. Prav tako pa nama je zelo sorodno razmišljanje o umetnosti, o doživljanje le-te in izražanje skozi njo. Povabila sem ga pa tudi zaradi tega, ker sem želela, da se ponovno predstavi v okolju, ki ga je spoznalo že kot mladega, nadobudnega ustvarjalca, vendar tokrat kot nekoliko zrelejšega umetnika. Predstavlja se tako z skulpturami kot slikami, sicer pa zaključuje študij unikatnega oblikovanja na Ljubljanski akademiji za likovno umetnost, kjer namerava nadaljevati tudi z magistrskim študijem slikarstva. Najinih del nisva podnaslovila, temveč sva skrivnost vsebine skrila za QR kode, ki sva jih nalepila na horizont in z njimi tako povezala vsa dela med seboj. V galerijo pa sva nasula tudi pesek, saj sva želela s tem sporočiti, da se vsebina najinih del staplja s prostorom in tako še bolj neposredno pride do obiskovalca in se ga dotakne. Pa poglejmo dela in njihovo vsebino. Mrak spokojno lega na zemljo. Z njim se pogrezam v spomine in hotenja. Pokaži mi, kje reka poljublja nebo. Hodim po peščenih sipinah, po rečnih nanosih mivke. Čutim mehkobo tal pod svojimi stopali, a veter in voda neusmiljeno zabrišeta moje sledi.
Zleknem se v posteljo svojih čustev, zavijem v odejo svojih idej. Potopim se v sanje, nikoli dosanjane, nikoli izrečene. Hrepenenje ostane. Panonska duša, zorana, razpokana in polna brazgotin. Nekoliko melanholična, kot krajina, ki nas obdaja. Prekmurska ravnica, moj svet meditativne pomiritve in iskanja intuicije. Ogenj, ki tali led, in led, ki ugaša ogenj. Pritajena strast, navzven nekoliko otožno umirjena, a znotraj ledenijo solze, pa bi morale zavreti. Stopam v meglice in se izgubljam v njih, iščoč samega sebe. Vse izginja v megli, v skrivnosti tega negotovega časa. Jez med nami je vse večji, bližina vse bolj razmaknjena. Iz gline sem. Lahko me steptate, zmečkate, zlomite, vendar vedno znova kot Feniks vstanem in se na novo oblikujem. A naposled začutim hladen objem melanholije. Morda je čas za pobeg med krošnje dreves, stran od urbanih mest. Energija kozmosa nas oblikuje. Iz nje se porajamo in vanjo naposled izginjamo. Iz take smo snovi kot sanje za vse, ki še verjamejo vanje. A nekoč spet bo rožnato nebo. Misli najinih slik so se stkale v pesem in s pesmijo sva podpisala tudi najino skupno delo. Čas bo zacelil svet, čas bo pomlajšal ta planet, in ko naju ne bo, ostalo bo rožnato nebo. Čas bo ohranil good look, vse bo